Dobrodošli v 12. epizodi AS podcasta. Če sem v prejšnjih epizodah lahko razne Vidmarje, Rajčeviće pa Velikonje kot goste napovedoval zbadljivo, si tega danes enostavno ne morem privoščiti. V svoji družbi lepo pozdravljam gospoda serije A, Gregorja Gajška. Lep pozdrav, živim. Prvi glas Premier lige, Tine Zupan. Bravo. Ter ljubitelja vsega, kar je špansko, posebej pa La Lige, Grega Sever. Lepo pozdravljen. Zdravo. Ter moja malenkost, Denis Šme. Grega Sever in Gajo te bomo klicali, da malo naredimo te razlike. Lepo pozdravljena v naši dnevni sobi. Tina je že stari znanec. Danes sem vas povabil, da se bomo pogovarjali o treh najmočnejših ligah. Vi kot glavni pretendenti Areninih komentatorjev. Pogovarjali se bomo o prestopih, pogovarjali se bomo o nekih pričakovanjih, o trenutnih zasedbah, o lestvici, na koncu pa ne bomo mogli mimo slovenskega nogometa in odličnih evropskih kvalifikacij za slovenske klube. Tine, kot stari znanec tega omizja, bomo s tabo začeli. Premier liga je nazaj. Stari Manchester City, stari Erling Haaland, odšel pa je Julian Alvarez. Zanima me za začetek odličen štart Haalanda, hat-trick za hat-trickom. V primeru poškodbe fantastičnega Norvežana, kako se bo ob odhodu Juliana Alvareza Pep Guardiola soočal s to situacijo? Pa, soočal se bo verjetno mogoče z neko vrnitvijo v preteklost, se pravi, vemo, da je pred prihodom Haalanda City praktično igral brez špice. Tako da mislim, znotraj tega izbora nekih napadalnih opcij bodo to znali pri Cityju preživeti. Še vedno se je znal prilagoditi, tudi zato velja verjetno za največjega trenerja modernega časa. Je tudi sam rekel, da je to riziko, da niso dejansko najdeli neke direktne menjave. Zdaj malo so deljena mnenja o tej dejanski vrednosti Alvareza znotraj Cityjeve ekipe. Če bi seveda bila njegova vloga bistveno večja, tudi ne bi sam forsiral odhoda. Pri Cityju je znala ta zgodba, da ne zadržujejo igralcev, ki hočejo stran. Tako da tle je bila zadeva, ko se je to začelo valiti, relativno jasno, da bo Alvarez šel. City že leta in leta velja za enega najbolj preudarnih klubov na prestopnem področju. Haaland je tudi v tem trenutku najbolj zdrav, kar je bil zdaj zagotovo v zadnjem letu in več, kar je seveda slaba novica za vse tekmece. Je pa jasno, da pač 70 tekem na sezono ne bo mogel igrati, tako da bomo relativno hitro videli, kako se bo zadeva odvijala ob njegovi potencialni odsotnosti ali pa ob odsotnosti znotraj neke rotacije, kar se pa pri Haalandu relativno redko zgodi, tudi te tekme, kjer mnogi mislijo, da mogoče ga ne bi dal, ga Guardiola skozi dajo v ekipo. Tako da čas bo sodnik, jaz mislim pa, da City ima neko tako strukturo, da bo to zadevo znal reševati čez sezono. V primeru poškodbe, ne daj Bože, Haalanda, časa se bo poslužil Guardiola? Lažne devetke spet? Pa to bi predvideval, po mojem, glede na to tudi, kako so oni nekako spreminjali zdaj profil ekipe, se pravi, v prvih dveh krogih sta na krilnih položajih igrala Savinho in Doku, ki sta klasična driblerja, se pravi, to je povsem drugače od tega, kako je Guardiola taktično funkcioniral na teh krilnih položajih prej s temi igralci, ki so dejansko bolj pomirjali igro, ala Grealish, ala Bernardo Silva, tudi Foden, tako da mislim, da vsi te igralci v neki meri lahko igrajo špico in so že igrali v preteklosti. Foden dejansko čez daljše obdobje, Grealish tudi v nekih situacijah, tudi De Bruyne je že znal to odigrati, tako da tle se City mogoče vrača k nekemu konceptu, ki smo ga poznali pri njemu pred Haalandom. Tako da vse kaže na to, da je to neka rešitev. Guardiola je notorično znan po tem, da hoče imeti majhen kader, ker noče imeti igralcev, ki čez daljše obdobje ne igrajo. Prvo so nezadovoljni, drugo niso v ritmu. Tako da predstavljam si, da je to neka rešitev. Čez to, moramo reči, zelo napeto obdobje, ki zdaj prihaja po tem reprezentančnem premoru, ko se kmalu začne tudi Liga prvakov, konstantno tekme na vsake 3 dni, tako da City bo mogel imeti malo sreče pri poškodbah, kar se teh nekih ključnih pozicij tiče.
Za zdaj, skozi zadnja leta je tudi lani brez Haalanda dolgo obdobje, brez De Bruyne dolgo obdobje to zvozil, tako da zgodovina nas uči, da znajo, se pa vedno ne ponavlja. Ne? Grega, 75 milijonov evrov Alvarez za 75 milijonov prestopov v Atletico Madrid. Kaj to pomeni za četo Čola Simeoneja? Menjava v konici napada za Morato, Sorlot prišel, gromozanske ukrepitve, kar se tiče odškodnine Atletico Madrida. Kako si ti videl v prvi vrsti Alvareza, kaj bo pomenil za Manchester City letošnji, za Atletico Madrid seveda v tej sezoni? Ja, definitivno je to napoved, da želi Čolo več zadetkov, ne? Tudi s tem, da je Selot prišel. Je pa zanimiv, da ko je prišla prva prava tekma, zdaj pred kratkim proti Atletik klubu v Bilbao, smo videli tipični čolizmo, se pravi 5 v zadnji vrsti in potem proti napadene. In tudi na koncu je samo izključno zaradi ene velike napake baskovske obrambe zadev celo Koreja. Ne? Tako da na ta, vsaj sprede, kar se tiče na ta učink Selota in Alvareza, bo treba še malo počakati. Je pa evidentno, da tukaj še išče Simeone pravo neko formulo, ampak jaz mislim, da prav blazno on od svoje te formule ne bo odstopil. Atletico zdaj nažalost ali pa na srečo ne bo čaral, ne bo neke fantazije blazne, ker je v spredju vsekako rezultat. Je pa za Atletico pač specifično, da je nekako vmes in najbrž tudi zaradi tega Simeone toliko časa že vztraja na tej poziciji. Ve se, da sta Real in Barcelona pač nekako abonirana na prvo oziroma drugo mesto. Atletico se mora vendarle kosati pač z njima, ne sme neke blazne sramote biti, pa tretje ali pa četrto mesto osvojiti, zato da je v Ligi prvakov. In dokler se bo to dogajalo, mislim, da bodo v klubu relativno zadovoljni, tudi konec koncev navijači. Tako da tle je ta malce specifika. Še enkrat pa tudi napoved z Lenormanom, konec koncev z njegovim prihodom je neka nova era, starejši so šli, Savič, ki je odpadel kot gumb od spodnjih hlač, recimo, ne. Hermoso je tudi šel, tako da več zadetkov se pričakuje še enkrat od Alvareza in Selota, ampak vsem mislim, da bo Atletico še naprej na tej začrtani poti, skoje ne skrenemo. Tine, Arsenal. V lanski sezoni, se spomnim, si večkrat omenjal frazo, ta neka organska rast. V letošnji sezoni sta se priključila še Calafiori in povratnik Timber. Kako vidiš letošnji Arsenal? Je po tvojem mnenju še korak bližje Manchester City napram prejšnje sezone? Ja, pa Mikel Merino je še ta tretja okrepitev. Tle bi rekel, da ja, po tej je pa pač ta dilema, pa še Raheem Sterling kot nek zadnji relativno random prestop, ki gre lahko v katerokoli smer. Mislim, da je tle nekako so v klubu rešili vse te neke glavne semi-problemčke, ki so jih imeli, se pravi rešitev levega bočnega položaja, kjer so se lani menjavali različni igralci, pa Kivior, pa Zinchenko, pa v štartu Timber bil mišljen za to, Tomiyasu, velike težave s poškodbami. Calafiori je neka logična rešitev za to pozicijo, ker lahko hibridno igra in štoperja in beka, kar je pač nekaj, kar je zraslo spet na zelniku Pepa Guardiole in to je pri Arsenalu je praksa zelo podobna. Merino, ki daje nek nov balans, dobro, zdaj se je poškodoval takoj po prihodu, ampak ok, to je nekaj tednov, ki daje nek drugačen balans v vezni liniji, ki je mogoče tudi spreminja pozicijo do neke mere Declana Ricea lahko, tako da tle pride do več nekih rotacijskih možnosti, pa Sterling, mislim, da vendarle neka dobrodošla rešitev, pač bolj priložnost na trgu, kot da bi bil to mogoče plan neki 14 dni nazaj, predvsem, ker je igralec, ki ga Arteta zelo dobro pozna, sta sodelovala pri Manchester Cityju, igralec, ki je zelo motiviran po tem, kar se mu je zgodilo najprej pri Cityju, potem pri Chelseaju, vmes je izpadel iz angleške reprezentance, se pravi, je igralec, ki je doživel neke zavrnitve zdaj v zadnjih 2 letih na več nivojih, in tudi igralec, ki lahko pokrije vse te napadalne pozicije, se pravi, igral je tudi že centralno špico, kar ni sicer njegova naravna pozicija. Vemo, da ima tu Arsenal mogoče največ nekih
vprašanj glede tega, ali je to treba pripeljati neko klasično špico ali ne. Arteta se tega otepa s to pozicijo Havertza, še vedno s tem backupom Gabriela Jesusa. Tako da mislim, da Arsenal je s temi okrepitvami načeloma naredil kadrovski korak naprej. Za Sterlinga, klasičen levi winger, misliš, da bi res lahko grozil Trossarja in Martinellija na levem wingerju, ali ga vidiš, tako kot jaz, bolj kot nek backup plan za Bukayo Sako, da so pokrite vse 3 sprednje pozicije s 6 kvalitetnimi igralci? Ja, zagotovo je to plan, pač Sterling je toliko raznovrsten igral, zato prinese. Trossard mogoče lažje igrati v centralno špico, je tudi igral že v lanski sezoni veliko. Glavni problem je dejansko pri Arsenalu vedno, kaj se zgodi, če Saka in Martinelli nista na voljo. Zdaj, oni so imeli ogromno sreče s tem, da niso imeli veliko težav s poškodbami, predvsem v lanski sezoni, kar je seveda še posebej pri teh igralcih, ki so najbolj obremenjeni, imajo največjo vrednost, zelo pomembno. Martinelli je itak mogoče tle nek igralec, ki je zdaj prišel v neko dilemo, že dolg se mu vleče neka relativno povprečna forma, ampak daje s to svojo eksplozivnostjo in hitrostjo na tej strani super balans. Če imaš ti zdaj tukaj zadnji nekoga kot je Calafiori, ki bo ostal bolj bočno, če imaš ti Zečeka, ki hodi centralno in se ta drži linije, je tle problem. Ne? In zato tle Martinelli svojo specifiko zelo pomemben, Sterling je spet neki igralec, ki ga bolj vleče v sredino, tako da tle se mogoče malo struktura Arsenala s temi spremembami ruši in se mi zdi, da se tega Arteta ne želi toliko dotikati, ampak mislim, da na koncu, glede na to, da so iskali neko rešitev hitro, mislim, da Sterling relativno ok rešitev, vendar le igralska ima izjemen pedigre. Po drugi strani pa problematično to, da so zavrnili recimo ponudbo za Trossarja zdaj tik pred zdajci za odhod v Saudovo Arabijo, kar lahko pomeni seveda, če zdaj on ne bo imel neke vloge, da se bo pri njemu večalo tudi nezadovoljstvo, ker vemo, zakaj ljudje odhajajo v Saudovo Arabijo na počitnice, pa masten zaslužek. Gajo, ti si imel v prejšnji sezoni možnost podrobnejšega vpogleda v razvoj Calafiorija pri Bologni. Spomnim se ga še v marčevskem in v reprezentančnem oknu, igral za mlado reprezentanco Italije v 21, potem pa fantastično Euro za njim in prestop v Arsenal. Ga ti dojemaš bolj kot centralnega branilca ali kot levega bočnega branilca? Ja, on pri Romi, kjer je začel, on je začel na položaju na levi strani, ne? In tudi pri Fonseki še in tudi pri Mourinho na začetku je on recimo bil na tej levi strani. Potem pa treba je povedati, da govorimo o nogometašu, ki je pred letom in pol igral v švicarski ligi v Baslu, ne? Potem ga je Basel prodal Bologni in tam ga je Thiago Motta zaradi tega, ker je imel težave z centralnimi branilci, ker so bili poškodovani, je moral nekaj narediti in ga je postavil na mesto centralnega branilca in to je bilo veliko presenečenje za vse, ne? Ampak on se je tam blazno razvil, on je izjemno hraber, tudi zelo ambiciozen v igri, gre naprej, njemu ni problem tudi kreirati, dosega gole, predrzen je. Jaz se spomnim, v enem izmed zadnjih krogov v italijanskem prvenstvu, on je prišel sam pred vratarja in ga strelom spodkopal, ga je premagal, recimo en tak zelo navdihujoč nogometaš, ne. Zdaj ta njegov prestop je dosegel kar veliko vrednost, eno najvišjih za italijanske nogometaše v angleško ligo. Ne vem, zdaj, če bo igral na bočnem položaju, to spet pomeni neka sprememba za njega, tudi v reprezentanci. Na Euro je igral kot centralni branilc, ne. Skreiral je praktično edino tisto neko šanso, ki jo je imela Italija proti Hrvaški, oziroma da je dosegla gol, a ne. Bomo videli, no. Vsekakor se na položaju centralnega branilca zelo dobro počuti, je pa dejstvo, da je nogometaš, ki ga lahko postaviš tudi na različne položaje, no. Grega, ti ne omenil Merina, jaz sem ga namenoma spustil, ker je ta levi bočni položaj pri Arsenalu bil res problematičen v prejšnji sezoni. Arsenal, ki igra z 1 šestico in 2 osmicama v zvezni vrsti, ali lahko Merino igra za Ricem in Odegaardom kot šestica,
ali je to igralec, ki je igral v Sociedadu v sistemu 4-4-2, ali je bolj nek backup plan ali za Odegaarda ali za Rajsa? Ja, v La Realu je Zubimendijem tvoril ta zadnji par, ampak on je sposoben sam odigrati na položaju zadnjega zveznega blazno kvalitetno. Jaz mislim, da je to res dobra okrepitev, ampak taka, mogoče ne zveneča, ampak gre za enega igralca, ki se zna izjemno dobro postaviti. Je nevaren, ima šut z razdalje, če je treba, ampak predvsem je pa zelo naklonjen ekipi. Včasih smo rekli vodonoša, ne? Čeprav na tem nivoju težko rečeš kaj takega, ampak on je dejansko sposoben pokrivati veliko prostora, veliko teče, tako da je izjemno hvaležen igralec, plus Baskije, ne? Tako kot trener. Tako da. Kot mnogi trenerji. No, ja. Mimogrede, to bi upozoril, ne, Gipuzkoa je ena izmed najmanjših provinc v Španiji, tam okoli Donostije oziroma San Sebastiana, in neverjetne, koliko vrhunskih trenerjev prihaja iz tam, zdaj Arteta, Emery, Iraola. Ja, pa tale Lopetegui in tako naprej, kar je res neverjetno, ne vem, kaj imajo tam v vodi. No. Vodi, ne? Ja. Tine, Grega je omenjal Zubimendija, kaj se je dogajalo z Liverpoolom v letošnji sezoni in da je šele v zadnjih dneh, zadnjih tednih prišel do teh dveh ukrepitev, mislim Kiezo in Mamardashvilija. In zakaj se Zubimendi, ki bi po mojem mnenju Liverpoolu prišel še kako prav, oziroma bi Liverpool ga potreboval, kaj se je dogajalo na relaciji slot in uprava glede ukrepitev? Ja, več plastno vprašanje. Ne? Tle, kar se tiče Zubimendija iz Liverpoola, nekako te signali, ki prihajajo ven, je bilo, da so oni v določeni meri imeli neko zeleno luč strani igralčevega kampa, da so pripravljeni priti. V končni fazi, ko so se dogovorili s klubom, se je to mnenje spremenilo. Te Baski vemo, da so zelo specifični in zelo zvesti, kar pozdravljam svakemu čast. V končni fazi tudi Nico Williams je bil mogoče podoben primer v letošnjem poletju. Dejstvo je, da je to zelo pereč položaj za Liverpool. Dejstvo je, da to Liverpool rešuje že odkar je začel zahajati, pa odšel kasneje Fabinho, nima pravega specialista za to pozicijo. Wataru Endo je bil lani neka začasna umestna rešitev. Zdaj se to rešuje nekako največ z Gravenberchom. Po tem profilu Zubimendija vidimo, kakšen tip zadnjega veznega slot želi. Se pravi, gre za izjemno igralnega igralca, neverjeten potencial, ki je seveda že dokazan na najvišjem nivoju v Španiji na tej poziciji. In na koncu je zgleda prišlo do odločitve, da je boljše vzeti nič, kot vzeti nekaj na silo in da bodo pač zvozili tega pol leta. Zgleda priložnosti na trgu niso videli več take, da bi to delali. Liverpool je dejansko na koncu šel po nekem principu manje več, ne? Kar mislim, da je ok, glede na to, da je Liverpool veliko prenovo delo leto prej in da je veliko igralcev v kadru, ki so zdaj dali to prvo krsno sezono, ki je naporna skozi, in na drugi strani, da je Liverpool pripeljal dejansko dva igralca, ki sta neki dolgoročni rešitvi, se pravi Mamardashvili, ki tak pride še čez eno leto, ki je neka dolgoročna zamenjava za Alissona, in Chiesa, ki je tle nek backup v smislu tega, ker se zelo verjetno lahko zgodi, da je to zadnja Salahova sezona, glede na to, da je tudi sam to zdaj javno rekel, da je to mogoče vrgel mal pritisk na klub, glede na to, da je izpostavil, da se noben z njim o podaljšanju pogodbe ni pogovarjal, in da vemo, da je to za Liverpool bil problem v preteklosti dejansko najdeti igralca, ki lahko Salaha dostojno nadomesti. Se pravi, vsi te igralci ostali, ki lahko igrajo te krilne pozicije, jim veliko bolj odgovarja igrati levo, in Diaz in Gakpo in Jota dejansko, ki se je pač profiliral kot centralna špica, tudi Darwin Núñez, ki je to igral, Harvey Elliott je v lanski sezoni isto, kar po zgradka nič ne deluje, Chiesa je pa kot desničar nekdo, ki preferira igranje po desni strani, in je to spet, bom rekel, kot prej, neka priložnost na trgu, bolj kot to, da so si oni Chieso verjetno še 3 tedne nazaj želeli. Trg je pač nepredvidljiv pa fluiden. Mislim, da je to mogoče malo, ne bom rekel tvegana, ampak tako odločitev, kar bo pa bo, glede Chiese, ker
glede na to, kako se je njegova kariera razvijala po tej poškodbi kolenskih vezi po Evropskem prvenstvu, je on vendarle neka neznanka. Je pa mislim, da po vseh karakteristikah zelo primeren za angleški nogomet, razen seveda s to največjo hibo, ki je pa obrambna igra pri njemu, to vemo. In tle S trendom Aleksandrov za njim, zna biti problematična kombinacija. Ja. Gajo, kako se je lahko zgodilo Italijanom, da so igralca, ki je vreden 35 milijonov na Transfermarktu in za katerega je Liverpool plačal 12 ali 15 milijonov, da se v ta prestop ni vključil noben od italijanskih klubov? Ja, to je tudi zame zelo zanimiva zadeva. Ne? Nekaj se je govoril, da bi se lahko mogoče v to zadevo vključil Inter, ampak pri Interju so že januarja imeli točen načrt, koga bodo pripeljali in niso šli za to priložnostjo, ki se je ponudila. Dejansko določene stvari v tem prestopnem roku so tako zelo zanimive in ena od teh je gotov ta, da ni Chiese nobeden od Italijanov pograbil, sploh za ta denar, ki na koncev niti ni tako zelo velik, če gledamo razmere na trgu. Ja. Kazala je interes, kar precejšnji interes Roma in to na začetku prestopnega roka, celo De Rossi je dvakrat govoril po telefonu s Chieso, ampak Chiesa je imel en velik pogoj za prestop in to je igranje v Ligi prvakov, a ne? Tako da je Roma tukaj izvisela. Drugi so pa očitno imeli te pozicije dosti dobro pokrite, da niso šli v to, čeprav mislim, da so nekateri zagotovo naredili napako in da bi marsikomu koristil na poziciji, ki jo je Tina omenil. No? Zdaj, jaz bi tle dodal to, da pač glavni problem, ki je astronomska plača, se zato je tudi on izpadel iz projekta pri Juventusu, bolj kot to, da se on ne bi zdaj vklapljal v ta sistem Thiaga Motte. In tukaj jasno, on, če bi podaljšal pogodbo tam, bi hotel ostati vsaj na isti plači, zdaj v Angliji se celo sušlja, čeprav nekih informacij ni, da je celo zmanjšal denar ob tem prestopu. Druga stvar je pa tudi, da pri Chiesi moramo vedeti, da je on zelo trpel pri Maxu Allegriju. In tudi, da je dejansko ta sistem Allegrija lani je zelo ni podoben, čisto drugačen, kot to igra Inter, ampak on nekako ne paše v ta sistem, dve špici, pa trije štopari, ker v tem primeru tudi lani veliko v Juvetu igral tega desnega bočnega, kar je za njega mučenje. Tako da ga tudi tle mogoče malo glede Interja težko umestiš. In italijanski nogomet je jasno, on v finančnem smislu težko sledi v tem trenutku, to ni nobeno presenečenje, pa po drugi strani je pa žalostno, da recimo, da Chiesa, ki je mogoče najbolj talentiran igralec generacije, da se ga ne zadrži v Italiji kot nek obraz italijanskega nogometa. Ja. Se strinjam, absolutno, ja. Grega, Mamardashvili, Valencia, to sezono še v Valenciji, je po tvojem mnenju dovolj igralen, kar se tiče tehnične podkovanosti z nogo, da bi že v naslednji sezoni lahko bil številka 1 v Liverpoolu? Mamardashvili mene zelo spominja na mladega, nekoliko mlajšega Jana Oblaka, ker ima podobno isto konstitucijo. Je izjemen nogometaš. Zanimivo, da v Tbilisiju so se mu skoraj že odpovedali, pa je potem vsem prišel v Dinamo in potem prestopil zelo hitro v Valencijo. Težko rečem, zato ker Valencia ne igra na ta način. On je bil v minuli sezoni vsaj v Valenciji, lahko rečem, na nek način velikokrat gasilc, zato ker Valencia ima izjemne težave, predvsem zaradi katastrofalnega vodenja. Tudi v tej sezoni je nekaj nosilcev igre šlo, zanašajo se samo na mlade. Ruben Baraha nekako krpa to ekipo in potem je pač od golmana odvisno, kako bo se znajdel v vsem tem kaosu. Je pa še ena zanimiva situacija pri Valenciji, kar tudi kaže na institucionalno, ne bom rekel krizo, ampak kaos, da so pripeljali prvega golmana Raja, Dmitrijevskega, reprezentanta Severne Makedonije. On je seveda mislil, da bo
številka 1, jasno, ne, ker Mardašvili tako gre. No, zdaj sta pa oba in se delata gneča in tam feeling zagotovo ni dober. Bom pa rekel, glede na to, kako igra Valencia v tej sezoni, v teh prvih 4 krogih, bo imel veliko treninga Mardašvili pred naslednjo sezono v Liverpoolu, definitivno. Ti ne zna nastopiti težava, ker Alisson ima pogodbo do 2027. Ja, sej, jaz mislim, da Mardašvili tudi nima težav, če bo kakšno sezono še sedel. Saj po mojem je bil projekt tako predstavljen, Alisson je mislim star 31 let, kar je za vratarja čist podobna leta. Ja. Tle so sicer bile v lanski sezoni neki znaki, da mogoče on je malo začenjal padati, neki kisi so se zgodili. Vse je nekako zdaj mogoče malo nepredvidljivo, ker je pri Liverpoolu struktura tako nova, se pravi prvo najbolj izpostavljen je seveda trener, ampak zamenjala se je cela struktura športnega sektorja, kar je pomembno, to smo se pogovarjali že zadnjič v studiu, je, da je dejansko športni sektor pripeljal trenerja, kar je razlika recimo, tja bomo verjetno še prišli, kako je bil redosled pri Manchester Unitedu glede teh stvari in vedno je najbolj pomembno danes v modernem nogometu, če gledamo samo strogo športne strukture kluba, kako funkcionira ta relacija športni direktor, trener. Če je to usklajeno, potem se tudi ekipa usklajeno gradi. Tako da, kar se tega vratarskega problema tiče, jaz mislim, da so to neke srednjeročno malo, kot rečemo, sladke brige za Liverpool, ki je zdaj s temi prihodi, mislim, da res podupleral vse pozicije, razen ta vezna linija je malo mogoče tanka, da. O Manchester Unitedu sva se že precej zgražala v našem studijskem delu, bila zelo kritična do njih, tako da kaj posebno te ne bom ponovno. Glede njih drezov v njihove navijače, ki že imajo itak sami seboj dovolj težav. Zanima me pa Chelsea. Veliko smo na družbenih omrežjih zasledili teh fotk polnih avtobusov, polnih igrišč, polnih klopeh, 40, 50, 60 igralcev. Misliš, da lahko ta res vznemirljiva ekipa v letošnji sezoni postane tudi tekmovalna? Bolj bi verjel v to, če bi recimo oni nadaljevali mogoče tisto, kar so dobro počeli v zadnjih mesecih, se pravi, da je zadeva pod Početinom nekako zalaufala, da se je naredila neka struktura in da se je pol zdel, zdaj se pa iz tega kaosa nekaj zgodili in mogoče na tem lahko z 2-3 korekcijami narediš zanimivo ekipo. Oni so šli seveda v totalno nasprotje vsega, kar pojmujemo kot nogometno logiko. Pripeljali so, mislim, da 14 novih igralcev, prodali 18 igralcev. Zasledil sem podatek, da je Chelsea od vseh klubov na svetu zapravil največ v tem prestopnem roku in od vseh klubov v Premier Ligi zaslužil največ. Se pravi, pri njih se te odhodi pa prihodi non-stop dogajajo. Meni je žal to reči, ampak Chelsea dejansko ne funkcionira kot nogometni klub, ampak neka platforma za zbiranje investicij, kar se prevede v nogometni industriji, v nogometaše. To je pač nek ta, bom rekel, posledica modernizacije in amerikanizacije fuzbala. Chelsea pa je pač najbolj globalno opažen primer tega. Jaz mislim, da tle se pojavlja mogoče nek največja priložnost napada na neko 4. mesto, če govorimo o nekem dosegu Lige prvakov. Dobro, zdaj to je itak... Prva 3 mesta so nekako oddana, kar se tiče resnosti ekipe, ki na igrišču. Tako, tle zdaj imamo pol dilemo, a bo Aston Villa lahko ponovila sezono, ki je imela, kje je zdaj Tottenham, tle lahko on to 4. mesto napada in tle mislim, da v tem kontekstu lahko smatramo tudi Chelsea strogo zaradi neke individualne kvalitete, imajo tudi trenerja, ki nekako znaki kažejo, da je zanimiv trenerski potencial, ampak trener, ki je povsem brez preteklosti na takšnem nivoju. Tako da vse so to dileme, ki se bodo mogle reševati čez naslednje mesece, kar je pa problem, če se bodo rešile čez naslednje mesece, je pa pride nov prestopni rok, ne? In tam pri Chelseaju vsi zblaznijo, logika odpove in se spet začnejo dogajati norosti, ki jih prej nikoli v fuzbalu nismo videli. Tako da, če bo njim skozi tako vodenje kluba in funkcioniranje v prestopnem roku to dejansko uspel, mislim, da so spremenili fuzbal v to nekaj, kar prej nismo videli in kot ga prej nismo poznali. Tako da, ja, pa ne vem tudi, če hočemo. Absolutno, ja. Grega, La Liga. Ja. Izval bi te z eno iztočnico in sicer, če se damo 2 tedna, projeciramo se v začetek sezone,
predvsem iz vidika teh zadnjih rezultatov Barcelone. Po mojem mnenju je Barcelonina ekipa, Barcelonina zasedba, kar se tiče kvalitete kadra in širine kadra, trenutno bližje Atletico Madridu kot Real Madridu. Zdaj se pogovarjava o kadru, ki je trenutno na voljo, ali o kompletnem, vseh tudi maroderjih? V kompletnem kadru, ki ga bo imeli, igralskem kadru, ki bo imeli tekom sezone. To je tudi zanimiva vaja, lahko, če greva od mesta do mesta, kje bi človek prevagal, ne? Pa če greva v napad, na desni strani je Rodrigo ali Lamin, kje smo? Ne, recimo, ne. Jasno, recimo levi bok Balde ali kdorkoli že, Mendy, Garcia, tako je zdrav Frenkie de Jong ali Tchouaméni. Mislim, bom rekel, definitivno ima Real Madrid bolj zveneča imena v svoji zasedbi in zaradi tega tudi je, kljub temu, da je aktualni prvak, mislim, da ima več pritiska na sebe kot Barcelona, ampak dejstvo je, da kot so pokazali te neke prve tekme, da pri Ancelotiju zaenkrat še ni čisto tiste formule. Mislim, on je, če bo kdo znal to zrihtati, je to on, absolutno. Tudi on je ta kamarat, majhen kader, ne, zato da vse je lepo pod kontrolo. Bo posegal, to je že sam rekel, potem česar noče, bo mogel rotirati, ker tako kot Angleže, tudi Špance čaka blazno dolga sezona, ne? In se strinjam, po tem reprezentančnem premoru je to spet brzo vlak s tekmami vsak tretji dan, četrti dan. In to so tudi midva že govorila, ne? Pri Madridu je najbolj opazno to, kdo je šel, ne kdo je prišel. Zaenkrat. Toni Kroos absolutno ga pogreša, nekoga, ki bi držal te niti igri v roke. Prihaja sicer Modrić noter, lahko tudi začne tekmo, sam z vsem spoštovanjem do nogometnega genija, je pa v 39. letu in na tem nivoju težko 90 minut, sploh pa kontinuirano parira. Kar se pa Barcelone tiče, pa dobro, imajo, bom rekel, da je to sreča, ampak to je zdaj že neko dejstvo, da je treba vlečiti iz lastnega kadra nove zvezdnike. Kaj tam počnejo, je evidentno. Kubarsi je mal že praktično prvotinca, že nekaj časa, čeprav je Kubarsi recimo začel pozim letos, ne? Pa je zdaj že prišel tudi do zlate kolajne na olimpijskih igrah in tako naprej. Je pa seveda vprašanje pri Barceloni, kako bojo zdržali fizično, ker veliko je teh mladeničev, ampak videli smo že Bernal je out za celo sezono, kolen, upamo, da se vrne, zato ker prva liga je vsem prva liga. In tudi tisti prekršek Palazona je bil pač tak prvoligaški prekršek, ni bilo to neka hudobija, ampak tako pač je na tem nivoju. In zdaj, če bojo to zdržali, potem bo to dobro. Če bi bila Barcelona kompletna, jaz mislim, da smo tam. Potem odločajo res detajli. Zakaj sem rekel tudi Atletico Madrid? Zato, ker na eni strani Atletico Madrid bajne milijone potrošil za okrepitev v tem prestopnem roku, na drugi strani pa Barcelona v situaciji, ko mora enega Gündogana prositi, če lahko gre v Manchester City zato, da lahko pripeljejo Danija Olma. Kakšna je zdaj realno tam situacija? Ampak to je že od menjave režima pač to tako. Barcelona išče vse te, kot se reče, vzvode s prodajami, s procenti, z vsem tem iskanjem, da zadosti roko na srce, španska fair play, finančna pravila so res blazno zaostrena, ne? In če je kje zmaga Madrida nad Barcelono pa res očitna, ne samo na igrišču, ok, se bo to verjetno menjavalo, ampak je pač v instituciji kot taki, da je Real Madrid šel čez tisto korono praktično brez praske, zelo racionalno, popolnoma ne, bom rekel, neznačilno za njih so se obnašali, ne? Obnovili so Bernabeu, ki je, bom rekel, štadion iz enega drugega tisočletja, ne? In je tam mer, ne? Na vrhu je mer s Perezom, ki je, pa ne mi oprostijo, ne, tak razsvetljeni diktator, tako kot je bila Marija Terezija, se pravi, on je alfa in omega, ampak vseeno je Real Madrid še vedno društvo, ne. Na drugi strani pa Barcelona, kjer je prišlo po tistim prejšnjim režimom, ki se vleče še odprej,
z vsemi tistimi bitkami med Roselom in Laporto in gor in dol, je prišlo do teh kaosov, da so zapravili tisti denar za Neymarja, tako kot so ga zapravili, da so kupovali iz te neke ihte, ker to je treba pač vedeti. Madrid drži zaenkrat, odkar je Perez prišel, v Barceloni pa v zadju vedno ta neka borba med velikimi katalonskimi slavnimi družinami, kdo bo nekako imel nadzor nad Barcelono in potem je tudi zaradi tega to besedo, ki je tudi Cruyff entorno uporabljal, je pritisk predvsem močnejši. In zdaj nekako Laporta, čeprav je malo starejši, vendarle nekako tle plove med Sicilijo in Karibdo. Dobra novica je, da je Camp Nou bom rekel, da gre po planu ta prenova, da se vendarle vrnejo z 2025 nazaj, kar bo tudi pomenil veliko več denarja, glede na to, da zgubijo nekoliko milijonov na vsaki tekmi na Montjuicu. Tako da, ne vem, dve velesili. Zdaj, kot sem rekel, razlika je tudi to, pri Barceloni ogromno pritiska, pri Atletiku ga pa vsaj ga je predvsej manj, ga je, ampak Atletico, če je tretji je svoje naredil, če pride v super pokal, še toliko boljš, ne. Zdaj, kaj pa to pomeni, mogoče pa sam spomin še na minule superpokalne premije, kako to gre zdaj v Saudski Arabiji, ko pobereta Real pa Barcelona, mislim, da 80% vsega denarja, ki ga plačajo Arabci, pa kdor pride zraven še malo žogat, kakšen Betis mogoče, ne, Atletico, še nekaj denarja, ampak to je pač tako stanje še vedno v Španiji. Mislim, da problem te Barcelone politike od pač vrnitve Laporte je predvsem v tem, da so oni šli na neko ohranjanje iluzije, niso mogoče se bolj drastično prijeli tega, kar je Gregor omenil, se pravi te svoje nenormalno, neverjetne nogometne produkcije, kar lahko oni sproducirajo čez to svojo La Masio, ampak so oni na silo želeli držati to, da še vedno oni napadajo vse lovorike in zato so se zaleteli v milijardo teh nakupov, ala Gundogan, ampak jih je bilo prej še več, Christensen, te fante, ki so vsi prihajali, Alonso, sam da je bilo blizu odškodine, pa da je imel približen CV in to seveda oni, jaz sem zadnji sledil podatek, da oni niso nič zmanjšali svojega dolga od prihoda Laporte, ne? Ampak so samo vse rekonstruirali na 100 možnih načinov, podaljšali stvari, prodali to svojo srebrnino za leta in leta naprej in meni je žal, da je to taka prestopna, ker moramo vedeti, Laporta je populist, ne, Laporta je vedno bil, on pač tudi v prvem režimu je s populizmom sploh prišel na oblast in tako naprej. Tako da neverjetna razlika v tem, kar je Gregor rekel, v tem, kako je institucionalno bolj stabilen v tem trenutku Real Madrid, koliko je bil racionalen v nekaterih, kako je prišlo do neke totalne metamorfoze funkcioniranja Florentina Pereza, ki ima ekstremno veliko moč, kot on je dejansko edini, ki izpolnjuje pogoje, da je lahko trenutno predsednik društva Real Madrid in tudi predsednik, katerega se vse vpraša, ne, on je ekstra upleten v ta najožji krog ljudi, ki so odgovorni za to, da tudi igralci prihajajo, kar je nekako nenaravno, da ima v današnjih modernih časih predsednik tako moč, ampak kar je velika, meni pozitivna in zanimiva razlika med recimo Italijo in Španijo in Anglijo, če govorimo o medijski krajini in komuniciranju, ne. V Italiji ogromno z javnosti komunicirajo športni direktorji, ne. V Španiji imaš te pravila Laporta, Perez ogromno govori, celo na televizijo hodil neke žuta štampa, smešne oddaje, da takrat za Superligo in te stvari. V glavnem, ni samo trener tisti, ki govori v Angliji, je neverjeten pritisk na trenerju, ker on dejansko nekako mora skozi javnosti producirati strategijo kluba. Ma ni, ne, to je zdaj stara floskula, izposod je isto. V Angliji ni nič drugače, da ima trener kakšen večji vpliv kot v Italiji ali pa v Španiji. To ljudje... Ne govorim medijev, feeling medija, da mora to tako biti. Mislim, fora je v tem, da trener ni nekdo, ki lahko razlaga strategijo kluba. Ampak jo morajo razlagati ljudje, ki strategijo kluba postavijo in jo vodijo. Trenerji imajo pač v tem smislu vse manj časa in vse manjši vpliv. Trener je zadolžen več za ekipo, seveda vklopljen v tak krog, če je klub normalen, da se tudi on strinja z ukrepitvijo, ki pride. Ampak tudi trenerji imajo različen odnos do tega, nekateri želijo, v tem sodelovati, nekateri niti ne, zelo različno, ne. Ampak to, da pa vrh kluba javno govori,
je v Italiji in Španiji nenehno prisotno, v Angliji se to absolutno ne dogaja. Ljudje skoraj ne vejo, kako izgleda športni direktor Manchester City, in tako naprej. To je meni nepredstavljivo, da so Angleži v tem smislu, ker so naredili tak nogometni boom z modernizacijo lige in kaj se počnejo in financami. Tle so pa, ne vem, kako bi temu sploh rekel, toliko konzervativni, da se mi zdi, da tle imajo še ogromno neke rezerve, da bodo tudi te ljudje morali začeti se predstavljati v javnosti, ker trener pa zgleda tam ko eno tele, ker gre vse narobe, on mora predstavljati vse Ten Hag je mogoče klasični primer. Ne. Ten Hag je zdaj tam na streljanju, oni gor so se danes neki oglasili, da je kao vse ok. Imaš njihov support, da še imajo tako. Ampak dejansko mislim, da to v tem javnem komuniciranju imajo rezerve. Ko govorimo o velikih frajerjih iz ozadja, Florentino Perez, ne moramo mimo njega, uspel je pripeljati vse, kar se je do zdaj zamislil, vključno s Kylianom Mbappéjem. Spremljala sva tekmo brez odškodnine, ne? Brez odškodnine, mojstrovina. Spremljala sva tekmo proti Betisu, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, veliki frajerji, veliki individualci, ampak ne steče. Moje mnenje je, da navkljub individualni kvaliteti Viniciusa in Mbappéja je še zmeraj, je Jude Bellingham najpomembnejši igralec Real Madrida, kar se tiče razvoja neke igre. Ja, v minuli sezoni, ko je prši takoj naredil drmar, domač povedan, Bellingham, sam je igral drugje. Je v bistvu ga postavil Ancelotti, ga je takoj vrgel ogenj, da igra spredaj in to mu on vrnil s serijskimi dosežnimi zadetki v tistih prvih uvodnih krogih. Zdaj, vsaj kukar je igral, do te poškodbe je igral bolj zadaj levo, nekako v isti liniji, kukar Valverde na desni strani. Zdaj, še enkrat, če bo on ali pa če mu njemu namenjena ta fantazijska vloga, ki jo je prej držal Kroos pa Modrić pa tako naprej, potem bomo hitro videli, če je sta pravega testa. Mislim, je pa njegova največja moč je to, da ob nesporni tehnični kvaliteti je tudi blazno inteligenten fant in tudi to je ena izmed značilnosti Madrida, da je v slačilnici absolutni mir, kar je ob vseh teh zvezdnikih in egotih redkost, ampak Ancelotti to zna, pa tudi bo imel najbolj še tu njemu v Bellinghamu dosti veliko pomoč, da bo to tako še naprej. Videli smo, da če se ekipe zaenkrat pod Madridu znajo postaviti, ima Madrid precejšnjo težavo s tem, ampak najbrž bi jo imela vsaka ekipa. In je potreben nek ta presežek, da pride do prvega gola. Ko pride prvi gol, potem je ne lažji, ker Madrid je pa smrtonosen v tranziciji. Tako da tukaj ni problema, ampak kot sem rekel, bomo videli, kako bo to kako bo nastavil reglarje Ancelotti, potem, ko bo vsi zdravi. Ker je bilo, lanski sezoni ful dileme glede te pozicije njegove, ker bile so tudi neki indici v javnosti, da Ancelotti njega ne smatra kot tega zadnjega veznega, da ga ne vidi, da ima to kapacitete teka in dejansko je bilo to velik debat tudi v angleški reprezentanci, kam njega sploh uvrstiti in kot nek poster boy te nove ekipe je to zdaj njemu najde neko mesto, kjer bo maksimalno funkcioniral, kar izziv, to se je dejansko že vedel. Je še vedno zanimiv, da nogomet kljub tem, če imaš ti zvezdnika, ki vlada vse, ki zna miže žonglirati, če ni nekega ravnovesja ali pa ravnoteže med nosilcem, pa vodonošo, pa tistim, ki gara, pa tistim, ki samo teče, to mora še vedno biti in to zaradi tega pač imam jaz še vedno optimizem pred nogometno prihodnostjo, da ne bo vse samo šiški. Ja, sigurno, mislim, ker tle imaš recimo to, kar je Gregor govoril, dejansko ti si v lansko sezono, če si Real Madrid spadil s tem, da si izgubil Benzemaja, se pravi edino špico, ki si jo dejansko imel, ostal si pri te dveh, ki najraje igrata na krilu, Brazilcih, Vinicius in Rodrigo, in vedel si, da boš čez eno leto dobil Mbappéja. Se pravi, vzel si eno leto in dejansko naredil nek hibrid sistem, ker je Bellingham hodil v špico iz tega nekega romba ali pa karkoli, ali pa 4-4-2, kar so oni počeli in zdaj si dobil Mbappéja v miks in zdaj si moraš spet vse zmisliti na novo in Madrid je dejansko ratal v zadnjih letih genijalen glede tega, kako lahko počaka igralca.
kako je pač čakal Mbappéja, tako se zdaj nekako malo šušljada lahko, da čaka Trenta Alexandra-Arnolda, čez eno leto spet zastonj Carvajal potrebuje neko dolgoročno menjavo, tako je dobil Davida Alabo, tako bi mogoče lahko dobil Kimiha, skratka, oni so na tem trgu blazno dobro funkcionirajo med temi nekimi nakupi, predvsem, rekel, mladih mega zvezd, kot je bil Vinicius, kot je zdaj Endrick, kot je Vinicius oprosti, pršel je visel zelo, ne? Zelo čas, ampak on je bil napumpan, 16-letnik, kot da bo mega zvezda. Je bil pa pred uno sezono eksplozije, on že praktično na odstrelu. Tako da to so nijanse, ampak v smislu te neke relativno uravnovešene športne politike, Realu ogromen stvari uspeva, je pa tudi tako pri teh prestopnih rokih. Ne. Več kot paš ti potrebe, da ekipo zamenjaš, več imaš tudi možnosti, da boš kiksnil. In zdaj oni več ali manj zdaj sam te stvari dograjujejo, podoben je mogoče z Liverpoolom, drugače z Manchester Unitedom. Ne. In tle vse ali pa Inter, ne, recimo, ki ne potrebuje zdaj enega, dva igralca, dodaš, spremeniš malo dinamiko in greš. Točno to, Gajo, skupaj sva komentirala Inter-Atalanta, razlika takšna, da če bi bilo 6-7-0, tudi ne je bilo nobena težava. Veš, da imam jaz zelo, zelo visoko mnenje o zasedbi Interja. Juventus, 100 milijonov so potrošili za ukrepitve v zvezni vrsti. Prišel je Thiago Motta. Ali lahko Juventus se približa strašansko dominantnemu Interju iz lanske sezone? Zdaj, če bi primerjali recimo prestopni rok Interja pa Juventusa, pa vzamemo avto, ne, je to pri Interju zgleda tako, da greš na redni letni servis, pa ti malo zamenjajo ole pa svečke, pa ti ga še spolirajo. Ne, pri Juventusu je pa to generalka, ne, s šoferjem vred. Dobro primerjava, ja. Ki je bila potrebna, ne, realno. Ja, absolutno. In zdaj tam veje nek drug veter, nek entuzijazm, neka pozitivna energija, v Juventusu govorim, ne. Thiago Motta, vsi so nasmejani, štadion je razprodan, kar v prejšnji sezoni ni bilo vedno, a ne. Pozitivni rezultati, čeprav predsezona ni kazala na to. Zdaj vezna vrsta, kjer se zapravili veliki denari, ne, Douglas Luiz pa Koop Meiners, uspel jim je, še z Locateljem skupaj bi lahko to izgledalo zelo, zelo dobro. Če bi Vlahović imel eno podobno sezono, kot je imel pred leti v Fiorentini, a ne, potem mislim, da bi lahko Juventus bil tudi konkurenčen Interju, ampak treba je vedeti, da Thiago Motta kot trener še nikoli ni bil trener v klubu, ki bi tekmoval v evropskih pokalih. Sam kot nogometaš je to doživel kot trener. Ne, eno je voditi Bologno brez pritiska, 38 ali 40 tekem na sezono, kot izteče euforija in je šlo do konca, do tistega 5. mesta, a ne, in je bilo vse super. Kaj bo zdaj pri Juventusu? Tam tukaj ni zdaj tega, ja, vse dobro, a ne, ni dobro, ne. Že po tem zadnjem remiju proti Romi, recimo Juventus je na njegove delnice kotirajo na borzi, to so bili kar precejšnji padci, ne, in te padci so pa tudi v samem dojemanju pri navijačih, v njihovi tem, kako se počutijo potem v klubu, a ne, in treba bo dosegati rezultate, a ne. Se vemo, Juventus, tam je mantra fino alla fine, se pravi, zmaga ni pomembna, je pa edina, kar šteje, a ne. 1-0 pa. Ja, ampak do zdaj je bilo to 1-0, zdaj je bilo pa 2x3-0 in so vsi gledali, kaj je zdaj to, ne, nekaj se dogaja, nekaj fantastičnega, ne. Zdaj zamenjali so tudi vratarja, ne. Vojček Ščesni, to je bila neka garancija, a ne. Zdaj, kaj bo s tem Di Gregorijem, brani Tomonci 2 leti, je spet neki, ne, ker pri Monci moramo vedeti, 2-krat je bila 10., lani je zadnjo zmago dosegla 2. aprila, ne, ko so si zagotovili tistih 42 pik, so šli vsi mentalno na dopust, a ne, in do konca sezone niso zmagali nobene več, a ne.
Zdaj, na prvih 3 tekmah vratar ni imel nobenega dela. Ne? Premagali so Como, premagali so Verono, z Romo so igrali 0 in on, ne vem, če je vse skupaj ubranil 4 žoge. Ne? Ker pač so bili proti takim nasprotnikom, ki dejansko niso bili nevarni. Kaj bo zdaj z njim, bomo videli. Ne? Tako da Juventus je na taka zelo... ne vemo točno, kaj se bo dogajalo z njim. V naslednjih 2 mesecih mislim, da bo jasen več, še prej ne, ko bo ta derbi d'Italia. Thiago Motta čaka veliko dela, ker bo mogel vse to uigrati, medtem ko pri Interju je vse jasno. Ne? Tisti 3, ki so prišli, drugi vratar Martinez, Žilinski, ki v bistvu zelo malo igra na začetku, Taremi, ki je prišel na mest Sančeza pa na mest Arnautoviča, in to so vse malo dopolnili, drugače pa zadeve ostaje popolnoma enake, vzvodi so isti, načela v igri isti, ista avtomatizmi isti, vse je enako, s tem, da imamo zdaj še pri Interju še en dodaten plus, to je pa Markus Thuram, ki se razvija, na potenco gre njegov razvoj naprej. Lansko leto prvič v vlogi nekega napadalca, za katero še nikoli, tudi sam prej, prednji prišel k Interju, ni nikoli razmišljal, da bi on bil napadalec, in pa so mu oni povedali, da bo napadalec, dal je, mislim, da 13 golov v prvi sezoni, zdaj dal na 3 tekmah 4 gole, zasenčuje Lautara Martineza popolnoma, in zdaj, če bo ta zadržal formo in če se še Lautaro odpre, potem bo to ena fantastična zgodba, ki bo v Italiji po moje pometla vse. Inter pa mislim, da ima letos zelo velike načrte, da opere tisti madež iz lanske sezone v Ligi prvakov. Tako da, kar se tvojega vprašanja tiče, bomo videli. Nisem pa čist prepričan, da lahko Juventus zdrži do konca. Odvisno, kako se bodo te novinci vklopili pa odigrali na sredini igrišča. Douglas Luiz, kakor sem ga videl prej, moram reči, da ga nisem tako dobro poznal, me je impresioniral maksimalno. Ne vem, a temu človeku lahko vzame žogo ali... Kaj pa najbolj smešno, da Douglas Luisa videl je bil največji nakup v Italiji v tem prestopnem roku, to je 50 milijonov. Kop Miners je večji. Ampak igralci hodijo iz druge angleške v prvo ligo za 50 milijonov. To je ta velika razlika. Jaz mislim, da za Juve je mogoče največji plus, da se je mogoče malo institucionalno oprav, po tej Agnelli aferi računovodskih, po tem groznem fuzbalu Maxa Allegrija, ki je mučil vseh, ko smo gledali njihove tekme, da je to zdaj ta nek nov pristop s tem športnim direktorom iz Napolija, ki je prišel, se vidi, da se je tudi nek nov veter. Že prej so oni prvi začeli s tem Next Gen Juvetom, se pravi drugo ekipo v 3. ligi, zdaj to še Milan Futuro ekipo naredil, tako da oni so že prej nekako predrugačili svoj pristop iz tega prejšnjega, kjer so več ali manj igrali stari igralci, rutineri na to 1-0, da so začeli uvajati te mlajše igralce in zdaj nek najbolj drastični premik je pa od tega, da Juve je vedno igral ta rigorozen fuzbol na rezultat. Dejansko edina sezona mogoče v zadnji periodi 10 let je bil Mauricio Sarri, ki je hotel igrati nekako drugače, ga niso sprejeli, čeprav so bili prvaki, preteklost taka in drugačna, ampak tudi Motta je igral za Inter. Tako da to se mi zdi najbolj pozitivna plat tega novega Juventusa, mogoče ne niti to, če bo zdaj lahko Inter lovil ali ne, mislim, da to vendarle, če so realni v letošnji sezoni še ne bi bil glavni cilj. Čeprav zdaj Juventus, kar se same igre tiče, če ga pogledamo skozi te prve 3, mogoče niti ni bilo kakega drastičnega premika v povezavi s tem, kar je prej igral Allegri. Zelo racionalno igra. Zaprav, oni držijo tisto obrambo, gola še niso prejeli, ampak ko pa grejo naprej, imajo pa izjemno tole transformacijo, protinapad, znajo dati gol, pa te mladi, ko si omenil, to je neverjetno, kakšna zakladnica je to. Zdaj imamo tam 3 nogometaše, za katere še nismo slišali, v serije C so igrali, pa tudi niso igrali, pride Thiago Motta, jih da na igrišče in to dajo gole, dajo asistence, to je... To je drugačen Juve, ne? Ja, to je nekaj drugega. Čeprav tudi lansko let Allegri je kar nekaj teh v prejšnjih letih, teh mladih, ne? Ampak se zdi, da je bilo to bolj prisila, ne? Pa da je bilo to nekako mogoče tako malo rigorozna klubska usmeritev, da je treba to narediti, ker je pač valjda tudi vsi klubi v Evropi imajo problem s tem, da lovijo v Španiji pač ta pravila, ki jih imajo glede financ, v Angliji tudi je ta
ta PSR spremenil vse, kako se funkcionira italijanski fuzbol, je pa itak že dolgo v tej borbi sam s sabo glede te finančne vzdržnosti, ne, in to je itak največji izziv za vse te klube. Ja, pa zdaj je prišlo do tega, ne, da Juventus s tem, ko je sproduciral tako število teh kakovostnih mladih igralcev, ne, ima tudi en vzvod, kako prije do denarja, ne, ker on je prodal recimo Soleja, pa tistega branilca, ne, Nizozemca, pa še koga, ne, to so veliki denarji, ne, in na ta način potem on prije do nekega budžeta, s katerim lahko kupi Kopp Minersa, ne, recimo, ki je bil lansko leto verjetno najboljši vezist italijanske lige pa Lige Evropa, ne, recimo. Gajo, pravkar je bila končana saga, polletna prestopna saga Osimena Napolja, ki se vleče že praktično iz lanskega poletja. Osimen se seli v Turčijo. Zanima me, kdo je po tvojem mnenju tle poraženec in kdo zmagovalec te predolge transferne sage? Ja, absolutno Galatasaray in njegovi navijači, oni zdaj verjamejo, da so največji zmagovalci te sage. Blagajnik se mogoče ne zdrinja. Galatasaray, ki bo pokril 9 od 10 milijonov igralčeve plače. Najverjetneje so zadovoljni tudi pri Napoliju, ne, ker so se rešili kar enega precej velikega finančnega bremena, ne, 10 milijonov plače na leto, pač ni majhna stvar, ni se jim išlo, da bi ga prodali, ne, ker oni so načrtovali, da ga bi prodali za klauzulo, se pravi za 130 milijonov, takega kupca ni bilo na spregled, ne, nihče od teh velikih evropskih klubov ni odprl denarnice, Chelsea se je neki na koncu trudil, pa tudi mislim, da ni šel čez 80 milijonov odškodnine, a ne, drugi niso pokazali nekega velikega interesa in pri Napoliju so, kar se tiče prestopnega roka, naredili minus 142 milijonov, se pravi, da so oni zapravili približno 200 milijonov takega prestopnega roka, še niso imeli nikoli. Ampak, ko vzameš ti Conteja, ne, potem ne moreš ne, drugačko, ker da pač slediš njegovim zahtevam in željam. Ne. Drugač ga ne vzem. Ja, drugač boš, da ga nimaš, ker če tega ne boš naredil, bo on 2. septembra rekel, tule imate ključe, pa pejte si sami, jaz pa grem. Ne. In De Laurentiis čisto nič drugega ni mogel narediti, kot da je tih, ne, ker to se je pa mogel zavedati, ko je Conteja vzel, ne, da ne bo več on tist, ko bo govoril, ne, pa ko bo tist na posterju, ne, zdaj je tukaj trener. In trener je rekel, jaz hočem imeti Lukakuja, Osimena niti probu ne bom, če noče igrati za nas, nič, v redu, prodajte ga, ne. Edin, kar je pri Napoliju problem to, da so napravili tak velik deficit, ker če bi oni prodali, ne, Osimena, bi zdaj ta deficit bil recimo nekje okrog 40 milijonov. Drugače so imeli pa super prestopni rok, vključno največja ukrepitev seveda Conte, potem Lukaku, pa McTominay, pa še nekateri igralci, Spinazzola, Neres in tako naprej, Gilmore in tako. Ne. Mislim, sestavili so dobro ekipo, zdaj mora Conte to vse uigrati, ne vem, a bo to mu uspel na njegov sistem 3-5-2, ne, to nisem čisto siguren, bo mogel mogoče si kaj drugega zmisliti, ostal je Kvaratskhelia, kar je zelo pomemben. Zdaj na začetku sicer sezone igrajo bolj tako, ne, izvlekli so se v pokalu, v prvem kolu na penale, zdaj v tretjem kolu so Parmo premagali, zato ker je igrala zadnjih 20 minut na golu z levim bekom, ne, oziroma desnim bekom, ne. Šmet je bil na golu. Ja. Ne, ko so vprašali trenerja Parme, ki je vodila do 75, do 92 minute, kaj je manjkalo v drugem polčasu, je rekel vratar, ne, ker je bil pač izključen. Tako da pri Napoliju mislim, da so na koncu zdaj zadovoljni bolj ali manj vsi. Podaljšali so pogodbo z Osimenom še za 1 leto, ne, to je bil pogoj, da so ga dali na posojo v Galatasaray. Zdaj imajo časa 2 leti potem, ko se bo vrnil, da ga prodajo, seveda pa upajo, da se ne bo poškodoval zdaj letos in da bo imel dobro sezono s 30 goli ali pa 40 v Galatasaraju. Ne. Tako da. Vsi 4 smo bili na četrtkovi tekmi Olimpije z Rijeko, vsak v neki drugačni vlogi.
ga kot nek talisman Olimpije dobil tudi priznanje Green Dragonsu po nekih neformalnih informacijah, da pride, vedno ko pride na te pomembne tekme, Olimpija zmaga. Se uvrsti v ligaški del Evropskega pokala. Skoro dvakrat v življenju bil na tekmi, dobro. Tine s prijatelji v pivu na glavni tribuni. Sever v neki taki zanimivi, lepi vijolični srajčki, to bo še pol razložil. Svetlo modri, ja. Okay. Ne vijolični. To boš potem razložil. Nekdo farmblind. Resnejše vprašanje. Vi ste že na tisoče in tisoče tekem dali skozi, in evropskih, in domačih, tako ali drugače. Zanima me, če je bil prvi polčas Olimpije proti Reki najboljši polčas slovenskega nogometa v zgodovini. Klubskega, ja, drugače imaš Slovenija, Jugoslavija, Šarleroi, ne? Absolutno. Klubskega. Jaz sem avtomatično pomislil na zadnjo tekmo zame pred 100 leti, mislim, da v sezoni 90-91 Partizan za Bežigrad je bilo 5-1 za Olimpijo. Ja. In takrat je bilo tudi, kaj se dogaja, ne? Predvsem je, mislim, da je ta prvi zadetek je prekinil vse, ne. Se zgodno gol na tekmi ponovadi pomeni, da se potem vse podred, kot je rekel trener od Mike'a Tysona, ti prideš na tekmo s planom, pa dobiš ponosov, pa moraš se prilagoditi, ne. Reka je pol morala loviti, se odprla, ampak Olimpija, ta šmek, ne, je bil predvsem tam viden. Ta slovenski klubski fuzbol je vedno baziral na neki pragmatičnosti. Smo se zaprli, bili disciplinirani, izkoristili priložnost 2, pa smo šli v naslednjik, pa še gol v gosteh, ko je bil, pa smo se nekot izvadili, pa smo šli naprej. Zdaj, ta prvi polčas, to je bil evropski nogomet, to je pucalo iz vseh strani in tako, s Tinetom so se hecala, če bi prišla pa Fiorentina ali pa West Ham, bi bilo pa 2 ali pa 3-0. Tak občutek dobi navijač te tekme, da je Olimpija tako blestela. Ja, bila je Reka slaba, ampak zdaj za vikend smo dobili še dodatno potrditev od tega olimpijnega uspeha. Reka je igrala 1-1 z Dinamom, zanačeno so igrali z Dinamom. Človek je zamenil 4 na začetku drugega polčasa in pričakuješ, da je pač naredil svoje v slačilnici in da pride v te zdaj ali umejič škodo ali nekako se drugače postaviti in pak tako je bilo 5-0. Jaz, ko sem se pogovarjal z ljudi, sem rekel, da se mi zdi, da se je tekma tako furiozno odvila za Olimpijo, da je sezula Reko, ne? Da je to pač nekako odpeljalo to tekmo v neko nepredvidljivo smer. Ne? A ti misliš, da je možno, to mi je pač, ko sem se z bratom pogovarjala, je bil to njegov argument, kar se meni zdi nepredstavljivo v današnji čas. A ti misliš, da je možno, da je Reka podcenila Olimpijo? Je, absolutno. Šokantno, ne? Mislim, hrvaški slovenski fuzbal, to je vse jasno, kje so oni, kje smo mi po njihovih kriterijih. Že te mediji so nas tako obravnavali. Vrednost na transfermarktu. Ja, vrednost na transfermarktu, pa ne vem, pa zgodbe te, ki so ta Talison, ki igra 4., 5. hrvaški ligi, pa pride sem, pa jim da 2 komada. Eni Reki, absolutno so jih podcenili in zato podcenjevanje so drago plačali. In kaj je zanimivo, včeraj, ko so pila kavo, si rekel, kakšno razliko dela trener, ne? Ja. To je pa mogoče najbolj fascinantna zgodba tega olimpijskega poletja, ker Olimpija je šla čez neverjetno težke nasprotnike do tega, ne? Pač Celje je šel po tej klasični, sem dolžen spoštovanje, da ne bo kaj rekel, Celje je šel po tej klasični poti zadnjih let slovenskih prvakov, Mure, Olimpije, ki izpadajo iz vseh možnih pokalov, da pridejo v konferenčno ligo, ne? Olimpija po drugi strani je šla pa čez Šerif, čez Polisijo, čez take nasprotnike, za katere smo več ali manj iskreno vsi mislili, da ne bo šla čez, ne? Tudi na podlagi tega, kaj te neki klubi imajo finančne možnosti, kaj pomeni to v evropskem nogometu, to je neka najbolj fascinantna plat. Je pa pač zanimivo pri tej Olimpiji, kjer se skozi pogovarjamo o tem, da je dejansko strukturno vse nalobe, pa na igrišču, kar vse funkcionira, da je to nek tak kontrast, ki se zaletava, ki ga je nemogoče razložiti. Je Olimpija dejansko lani bila prisiljena kadar zelo zamenjati, ker je prišla v konferenčno ligo, ker pač kadra preprosto ni imela za igranje na dveh frontah. Letos je pa neverjetno pametno ohranila vse tisto, kar je bilo dobro in minimalno dodajala. Dobro, pustimo, da
da tle mogoče je manjko neke večje skupine slovenskih igralcev v ekipi, glede na to še posebej, da ima Olimpija s tem kar precej problemov se zagotoviti in spoštovati te kvote v slovenskem prvenstvu, ampak dejansko je bila prestopna politika ekstremno pragmatična in pametno izpeljana. Trener, ne vem, kaj bi rekel, ampak neverjetno se mi je to, ne bom rekel posrečilo, ker ne verjamem v srečo v nogometu, tako da tle so zadel definitivno, po drugi strani pa tudi spet naredili super transfer z Elšnikom, v tej ekipi se zdaj kar pojavljajo novi fantje, ki so tržno zanimivi in predvsem tle mislim, da je v primerjavi s Celjem pa Mariborom ima Olimpija veliko prednost, da ima v tej ekipi enega Ratnika, enega Agbo, enega Floruca, enega zdaj tudi Dina Kojiča, fante, ki prihajajo in postajajo neki igralci z dejansko vrednostjo na prestopnem trgu, ki jih realno jaz v Celju pa Mariboru zelo malo vidim. Ful dobro si se že navezal na Olimpijo, na Celje, na Sančesa, na Riero. Dva trenerja, ki sta Grega Španca, ki sta en igral za Real Madrid, drug za Liverpool. Po mojem mnenju se pa... Zahajduki neke druge klubove. Po mojem mnenju se pa tukaj tudi konča neko iskanje skupnih točk obeh dveh trenerjev. Na eni strani Sanchez, gospod z velikim G, naredil je vse prav, kar je naredil je vse prav, kar se da narediti. Prišel iz ene Olimpije, iz enega prvega, drugega kola, ko nobeni pričakoval. Ta pot iz konferenčne lige od štarta je res težka. Champions Path je majka. Ja. Se pravim. Vse je narejen tako v resnici. In je peljal neko zgodbo in ta odnos do slovenskega klubskega nogometa je fantastičen, je res vsakamo čast. Spomnim se, ko smo delali intervju, Alen Hodžić, kolega delal intervju za Real Betis, pa Real Madrid prispevek, sem rekel, težko bo, oni se zdaj pripravljajo na Rijeko, vzel si je čas, dal intervju, dal izjavo, vse in to se mu vrača na igrišču, ampak odnos do medijev, fantastičen. Na drugi strani en drug aroganten Španec, ki je prišel nazaj v slovenski nogomet z zelo dobrim izhodiščem, 1-1 s Celjem, 1-1 s Slovanom, prvo tekmo, nadigral si Slovan, 20 strelov, ne vem koliko, rdeč karton, ta isti Slovan, ki bo jutri igral v Ligi prvakov, si prišel tja, si dobil 5 komadov, pa si izpadel iz Lige prvakov, pa si izpadel iz Evropske lige, pa si komi zdaj te Armence dobil. Vmes spustil igralce, ne? Ne spustil, po moje prisilno odteral, zato ker pač tvoj ego ne dovoljuje, nekako ugrabil ta klub in mislim, da se Celju zelo težki časi pišejo, če bo se to destruktivno ravnanje njihovega samooklicanega vodje nadaljevalo. Pa zanima, kako ti si iz teh koncev, zanima me, kako ti vidiš na to zgodbo tudi s temi vlagatelji in lastniki in s trenerjem? Ja, treba reči, da v Celju mislim, da ljudje niso najbolj navdušeni nad lastniško strukturo. Zdaj, rezultati v slovenski ligi to kar lepo vse skupaj nekako zakamuflirajo. Letos niti ne. Dobro, to pustimo zdaj za enkrat, a ne. Ne vem, mislim, da jaz nisem bil niti pristaš Krznarja, ker nekako nisem mogel razumeti, čem si je on zdaj zaslužil, da vodi Celje, ne. Se mi zdelo, da nič tazga ni naredil. Kar se tiče Riere, takrat je bila to neka nedokončana zgodba, ne, ko je pol on odšel v Francijo, pa so mogoče mislili, da so mu, ne vem, ali dolžni, da to zadevo spele, čeprav tam je res klub šel v stečaj, pa pač je bil zdaj na voljo, ne. Imel je uspehe tu v Sloveniji, kar se pa tega njegovega vedenja tiče, meni seveda ni všeč, spominja me, ne vem, na Mourinha na nek način, ne.
te stvari morajo biti zelo dobro pretehtane. Moraš imeti neko ime, nekaj moraš pokazati, nekaj moraš narediti, da si lahko vse te stvari privoščiš. Zdaj rešil je zaenkrat sezono s to vrstitvijo v konferenčno ligo. Je pa tako pri Celju, ne? Treba vedeti, da so oni prvič v tej poziciji, da bo igrali neko to ligo, ne? V Evropi. To ni klub, kakršen je Olimpija, ne? Čeprav ima Olimpija milijon institucionalnih težav, ne, pa bi želel, da bi Olimpija kot klub delovala približno tako, kot Olimpija na igrišču deluje. To bi iz vsega srca privoščil vsem njenim navijačem, ki jih ni malo. Moramo vedeti, da vseh teh 12,000 ljudi, ko je bilo na tekmi, to so Dragonsi. To so Dragonsi iz leta 88, ko so bili stari 18 let, ne, pa do teh Dragonsov... Čisto vsi ne, ker jaz pa Denis nisva bila Dragonsa nikoli. Ok, dajmo reči, no. In bi si zaslužili tako Olimpijo z neko strukturo, z nekim redom, z vsem tem, ne. Pri Celju mogoče še tudi ne vejo čisto točno, kako bi zdaj te stvari šofirali, evropska jesen, to so neke nove dimenzije in ne vem, zdaj, če bo ta trener to uspel, znanje ima, izkušnje ima, kar se tega tiče kot igralca, ne, pa videli. Kar se Olimpije tiče, ne, ko smo se pogovarjali o prej, bom potegnil eno usporednico Manchester United, nekaj sem zdaj bral pač to rangiranje, kdo je zmagovalec prestopnega roka, ne, v Angliji in je bil na koncu Manchester United razglašen za zmagovalca neuradno prestopnega roka, ker so res pripeljali zanimive okrepitve, ampak ob dodatku nažalost Manchester United je pa pol prej do tega, da je nogomet treba igrati na travi in da je trener Ten Hag, ne. Tle so pri Olimpiji se mi zdi lik obratno, ne. Na srečo se na koncu nogomet igra na travi in je trener Viktor Sanchez, ker je v obratni smeri tam gor, ne vemo, kaj se dogaja in gori, ne. To je tako, kot recimo Bologna lansko let. De Rossi, trener Rome, lansko let povedal, rekel, lejte, oni so imeli trenerja, postavil je igro, oni so imeli pa v resnici sestavljeno ekipo za 10. mesto. Na koncu so bili skoraj na stopničkah, a ne? Olimpija, moštvo, ko je vredno, ne vem koliko, 1 milijon ali koliko vse skupaj. Ja, in igrajo pa neverjetno dober nogomet v tem trenutku, ne, kjer vsak ve, kaj mora narediti, kako podaja narediti. Znajo pa, predvsem je pa pri Olimpiji, jaz sem tako, bil sem na tisti tekmi, oni so en do drugega so solidarni, ne, se pravi, oni igrajo en za drugega, oni dojemajo ta šport kot moštven šport, ne. Tam ni zdaj nekega, ko bo takole kazal pa ne vem kaj, ampak sodelujejo, ne. Bistvo nogometa je sodelovanje, ne. Sploh, če nimaš ti nekih blazno individualnih, nogometašev, ko imajo neke blazne individualne sposobnosti. In to oni zdaj počnejo. In meni je to super gledati, no. Zdaj bo Denis rekel, zdaj pridemo do Maribora. Kako v Mariboru sodelujejo, ti ne? Jaz zadnjič gledam tekmo, prvo proti Djurgardenu, vidim vsakič, ko gre žoga na stran na Barišiča, dobro, midva sva delala tudi tekmo z Vojvodino, pač mene srce boli in vidim, da pač isto razmišlja tudi Iličić, ker to je, kada žogo na stran, že takole vnaprej dela, ne. Kaj bi rekel, zanj sva se pogovarjala, pred odhodom Jakupoviča je bilo moje mnenje, da noben nima močnejše ofenzivne zasedbe v Sloveniji od Maribora, ne. Bogre, kakor je nek, bom rekel, malo surov divji igralec, mislim, da ima neko neverjetno karakteristično kvaliteto, da lahko v slovenski ligi dela razliko. Iličić, Sudani, vemo, kako je tle s presežkom kvalitete, vemo pa tudi, kako je tle s presežkom letne. In tle je problem, da Sudani je, vidimo, že v lanski sezoni bil primer, je bil na teh najbolj pomembnih tekmah v štartu out, zdaj je spet poškodovan. To so fantje, ki pač zob časa ne laže, ne oprosti in zdaj na to individualno kvaliteto lahko ti verjetno pluješ čez slovensko ligo.
Je pa problem, da je meni Maribor šokantno strukturno nima ravnovesja. Ne. Maribor je imel najbolj pereč problem, evidenten, da mora dobiti pravega zadnjega veznega. Ni za zdaj nobenega znaka, da bi se to zgodilo. V Sloveniji prestopni rok za profesionalce sicer še traja neki dni, tako da imajo še možnost, da se tega lotijo, pa da to rešijo, ampak kakor dobivamo malo informacije, seveda, ker se vsi gibljamo po teh krogih, je tle zadeva zdaj zelo večplastna, tudi v smislu odločanja, ne, kar jasno neke procese upočasni in ne vem, vidimo tega famoznega turškega investitorja. Ravno to sem te želel vprašati. A so jih Turki nategnili? Ma ne vem, zdaj nategnili, to je zdaj malo preveč grdo reči. Zaenkrat se zdi, da se to odvija nekako prepočas, da to... Kje so te obljubljene ukrepitve? Fora je v tem, da človek pride na tiskovno konferenco v Maribor in reče, da hoče biti večji od Dinama. Če spremljamo recimo, pozabimo Dinamo, Crvena zvezda, kaj počne na prestopnem področju, da so to igralci zdaj že za milijone in več, ki jih zvezda kupuje, pa pustimo background, kako je zvezda od tega statusa prišla. Maribor kupuje igralce iz 3. francoske lige, ne. Tako da se mi zdi, da najprej moraš nekaj pokazati, preden se verbalno lotevaš tega, da napoveduješ ne vem kakšne stvari, in to se mi zdi, da je... Ja, mogoče ga ne poznajo. Da je tle največji problem, da je zelo zdaj v tem trenutku tam zamegljena struktura odločanja. Ja. Kdo je zdaj tam sploh glavni, kdo sploh daje denar, koliko denarja daje ta človek, kaj je sploh njegova vloga, je kao nek partner, ali v bistvu se vede, kada je šef. Vmes se zdi v nekih javnih nastopih, da on razlaga, da bo to neka B ekipa njegovih drugih klubov, po drugi strani, ko sem pride, seveda govori, da bo to največji balkanski klub vseh časov. Stvari se pa premikajo zelo počas, vidimo, da se nekako javno zelo polemizira tudi glede pozicije trenerja in tako naprej, tako da mislim, da pri Mariboru zna biti še zelo pestro zdaj v naslednjem tem obdobju po reprezentančni pauzi, ko bo imel Maribor sicer to prednost z razliko od Celja od Olimpije, da bo igral samo domače prvenstvo, kakor je to zelo neprijetna prednost za njih. Po drugi strani se v tem trenutku zdi, da Maribor je, če govorimo o nekih velikih treh slovenskega fudbala v tem trenutku, kar definitivno je, da je korak zadnji. Lik zaradi te mogoče manj jasne strukture v končni fazi v Celju sicer vozijo te skoraj Chelsea, te igralce, vsak teden nekdo pride, ker noben ne ve, kdo je. Da na koncu prideš do grozljivega spoznanja, da ima Olimpija najbolj stabilno strukturo, ne? Kar je zgodovinsko seveda v nasprotju z vsem, po čemer je Olimpija znana, in tudi po tej trenutni klubski vodstveni strukturi v tem času z ničemer ni prepričala, da je kredibilna, razen z neverjetnim rezultatom. In na koncu lahko govorimo o Olimpiji mogoče v najuspešnejšem obdobju kluba, vsaj v moderni zgodovini, če izvzamemo pač Jugo ligo, ki so drugi časi, dve konferenčni ligi zapored. To je primerljivo pač z ničemer prej, kar je Olimpija počela. Maribor seveda pa zdaj že 7 let oddaljen od tega, se še vedno oklepa te zgodovine, ljudje še vedno hlastajo za tem, da bi se vrnil Zahovič. Moramo mi vedeti, da se je v bistvu ta regresija začela pod Zahovičem, ne? In da so bili problemi, pustimo spoštovanje vredne vse one velike uspehe, ki so bili res vesoljski dosežki, ampak dejansko se je skozi neko trmarjenje te športne politike že pod njegovim vodstvom je začela zadeva padati in je tudi bila naklonjenost njemu tistih zadnjih, bom rekel, 2 sezonah bistveno manjša kot prej, ampak valjda ljudje se radi spomnijo lepih stvari, ne, jaz vedno pravim, ne vem, za koga smo že prej govorili, da se je vrnil, ne vračaj se starim ljubavima, ne, je en znani šlager Arsena Dedića, tako da jaz mislim, da Maribor si more postaviti neko strukturo, ki mu bo smiselna, ni pa jaz mislim, da smiselna ta, da je Maribor rado zelo, bomo porabil grd izraz potujčen, ne. Največja moč tistih Mariborov, v katerih si bil tudi je, da je imel izjemno dobro, močno slovensko hrbtenico, ne. Zdaj razumem, da je do najboljših slovenskih igralcev danes bistveno težje prideti, ampak moram vedeti, da Maribor je bil mladinski prvak v lanski sezoni, enega igralca ni v prvem kadru. Ne. Se pravi, vemo, da je velik razpon med mladinskim nogometom in članskim nogometom, ampak ti si imel Marcela Lorberja, bom rekel, en primer fanta, ki ga je v lanski sezoni Maribor skušal sforsirati do tega, da je Lorber zdaj bil kot ta famozni bonus v 21 igralcev vršen v prvo 11-terico za vikend, pa Primorju je bil zamenjan v 30 minuti. Ne.
In tle se lahko pogovarjamo o tem, da ima Maribor, jaz mislim, da kadrovsko zelo nedefinirano, nejasno politiko odločanja in zdaj še trenerja, ki je klubski velikan, ki v tem trenutku je prav tako na neki zelo na majavih temeljih. To je to. Hvala lepa. Sledi reprezentančna pauza. Gledalci bodo imeli nekaj časa mir pred vsemi temi glasovi, vsaj teh 14 dni v času reprezentančne pauze. Po reprezentančni pauzi pa bodo vaše dnevne sobe polne novih vzklikov, zadetkov seveda, mojih današnjih gostov. Hvala lepa in se vidimo. Hvala.